Smo v Solkanu, kjer se pravkar zaključuje šola pod Solkanskim mostom. Sonček je tradicionalno zelo dobro obiskan, kot lahko vidite, je za mano veliko mladih, ki so tukaj uživali svoje poletje. Kaj so počeli, bomo pa preverili v nadaljevanju. Z nami je Miran Franko, ki bdi pravzaprav tukaj nad šolo športnega društva Sonček. 11. šolo pod mostom se reče, kaj ne? Kaj je zaznamovalo teh 30 let? Koliko otrok je pravzaprav obiskovalo že ta kamp? Ja, okrog malo manj kot 10.000 otrok je šlo skozi. Je let 30 let, je eno obdobje. Zaznamovalo je, mislim, mi prav marsikatero od staršev je to varstvo počitniško. Mi pa še zmeraj se držimo tistega, kar smo začeli. To smo začeli s počitnicami doma, ker najprej smo imeli počitnice v Bohinju in potem smo na pobudo kluba Soške elektrarne naredili podoben program pri Soči in kajti vse delo lahko delamo enako kot v Bohinju. In s časom, s pomočjo mnogih, mislim, da je ratal tak lep poletni počitniški center. In v tem priliki se zahvalim vsem, ki nam pomagajo na tak ali drugačen način. Kako ste se imeli tokrat na sončku, Leo? Dobro. Kaj ste počeli? Večkrat gremo s kajaki v Sočo, plavamo v bazenu in igramo nogomet. Zaključila se je torej že 30. šola pod Solkanskim mostom, oziroma 11. šola, kot ji rečete. Morda občutki po tej šoli in kaj se je vse dogajalo v tem času? Ja, letos nam je malo nagajalo vreme, ampak smo vselih dosti časa preživeli na Soči, na kajakih, igrali nogomet, košarko, razne športe, imeli vodne igre in podobne dogodivščine. Kaj ostaja cilj šole pod Solkanskim mostom? Ja, da se čim več otrok zabava, zdravo preživi počitnice, aktivno, v glavnem, da se imamo čim bolj fajn. Otroci, kakšni so? Se kaj spreminjajo? So taki kot pred leti? Meni svi so kar podobni, kot kar sem jaz hodil sem. Mislim, kakšni bolj nagajivi, kakšni malo manj poslušajo, vse skupaj kot celota so prednje. A vam je všeč poklic novinarja? Ja, poklic novinarja mi je zelo všeč, zato ker sem v stiku z ljudmi vsak dan, veliko govorim z njimi, veliko sem na terenu in preverjam take informacije, ki mislim, da zanimajo tukaj ljudi na Horiškem.